pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela tekma 11. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na mestnem stadionu se bosta pomerili ekipi domačega Primorja in ljubljanskega Brava. Za Maribor seveda Trdin pa do Pečarja, ukrasno proti Tučiču, Milan Tučič, toda Tratnik na mestu. Hitro se vračajo sinovi Burje, Bravo pa zdaj številnimi možmi. V napadalno akcijo Poplatnik, poskus kombinacije s Pečarjem, Martin Pečar, priložnost za Bravo, Ivanšek in ni zadev Matic Ivanšek. Poplatnik. Trdin je žogo zapravil na sredini igrišča, Zavnik. Hiter je seveda Smajlagić, kdo bo tu prej? Pri žogi izpadejo Orbanić in gol! Gol, Primorje vodi z 1:0, 49. minuta. Po zgolj nekaj minutah je Semir Smajlagić prekinil strelsko sušo Primorja, ki je trajala skorajda 300 minut in zdaj Ajdovci vodijo proti ljubljanskemu predstavniku. Obrambni samomor Matije Orbanića v tem primeru, stekel je iz vrat, pa je napačno ocenil pot žoge, Smajlagić ga je presenetil, ga preigral in na to žogo pospravil v malo mrežico za vodstvo Primorja. Bešir ni uspel zaustaviti Trdina, ki lahko poda v kazenski prostor, Poplatnik do skoka, priložnost za Bravo, toda Poplatnik je žogo slabo zadev. Trdin, Štraus lepo na levo, tu je Jovan v kazenski prostor, Tratnik pa na mestu. Ivanšek, znova Nemanja Jakšić. Ivanšek v kazenski prostor, Štraus se tam bori, Jakšić je prišel do strela, toda zgrešil je Srb. Matija Orbanić, napaka Elijas do žoge, vrata so zdaj prazna, ali bo to Brkljača opazil, vseeno ne bo hitel, ne bo brezglavo streljal na vrata, še se bori Brkljača, to bo priložnost zdaj za Primorje, Smajlagić! Precej bolje bi bilo, če bi poiskal Brkljača, ki je bil v res dobrem položaju. Milan Anđelković, iskrene čestitke za zmago. Že se nekako zdelo v prejšnjih krogih, da ste nekako zavili v rezultatsko slepo ulico, danes pa res fantastičen odgovor in verjetno ste zelo ponosni na fante, predvsem zato, ker so tako mirno pripeljali tekmo do konca po doseženem golu. Hvala lepo za čestitke. Zelo težka tekma, izgarana, ja, zelo ponosen, prava prvenstvena tekma. Moramo se zavedati, da bo takih več. V krizi, pa ne vem, če bi kaj rekel, da je bila to mogoče rezultatska kriza, je bila, v polju smo bili kar solidni, tako da vedeli smo, da se bo enkrat obrnili. Ko ste slavili v Novi Gorici proti Domžalam, ste nekako priznali, da vam ta zmaga pomeni več od tiste v Lendavi, ker ste jo lahko proslavili svojimi navijači, danes pa verjetno še ena nadgradnja te sladkosti zmage, ko ste slavili tu v Ajdovščini. Ja. Mislim, da si zaslužijo, videli ste danes, da je publika res na naši strani enkratna, tako da lahko rečem, da tudi to zmago njim posvečamo. Večina ekip gre zdaj na reprezentančni odmor, vi pa boste torej aktivni, verjamem, da vam to na nek način tudi odgovarja, da boste bili v igralnem ritmu. Ja, odgovarja, ta igralni ritem smo mogoče prejšnjo tekmo izgubili proti Muri. Zdaj, ja, mislim, da nam bo to pomenilo več, kot zdaj, da bi imeli pauzo. Tudi utrdili ste se na 7. mestu in verjetno je v tem trenutku za vas pogled na lestvico precej lep. Pa je lep, ampak veliko je še tekem za odigrati. Vsaka naslednja je pomembna, čaka nas v soboto izredno težka tekma, dober nasprotnik in smo fokusirani na naslednjo tekmo. Aleš Arnolj, končana je vaša impresivno dolgo serija brez poraza. Kaj je bilo danes narobe, kaj bi lahko storili bolje, da bi prišli do želenega rezultata?
Jaz mislim, da predvsem ta gol domačinov nas je presekal, ker je bil praktično iz velike napake. Do takrat mislim, da ni bilo resnega strela v gol. Tudi na koncu mislim, da Orbanič ni imel praktično obrambe, razen nekaj strelov daleč, ki so v statistiki so pa povsem nenevarni. Je pa res, da v prvem polčasu nam je bilo težko na tem igrišču. Igrišče je bilo počasnejše, kot smo si mislili. To je nasprotniku dovoljevalo, da je v bistvu nekako zadušil naše napade, da nismo še večkrat prišli do zaključka na gol, čeprav smo imeli v bistvu tekmo pod kontrolo. V drugem delu pa v bistvu po tem golu smo pa malce preveč zgubili kompas, v bistvu bili preveč divji v igri, smo bili premalo potrpežljivi, da bi čakali ta gol, bili izredno slabi tudi na koncu v številnih predložkih, ker smo vedno zadeli prvega igralca, v prekinitvah nenatančni in nismo uspeli, da bi vsaj izenačili te tekme, ampak tako, kot sem rekel, v prejšnjem tekmi nogomet se igra v vseh pogojih, tudi ko je igrišče počasnejše, se je treba kvalitetno temu prilagoditi, izkoriščati druge prednosti. Nam danes ni uspel, ni nobene drame, tako kot ste rekli, serija je bila izredno dolga, 19 točk je odličen nabor ob tej pauzi, iz tukaj pa v bistvu biti kritičen, povzeti spet, kaj je tisto, kar ni bilo optimalno in iti naprej. Samo na 2 od 11 prvenstvenih tekem v tej sezoni niste uspeli doseči gola, to se vam je zgodilo proti Domžalam in danes proti Primorju. Ali lahko morda iz tega izvlečemo nekako, da imate težavo, ko morate biti protagonisti obračuna, ko ste nekako favoriti, da imate težavo z realizacijo oziroma s tem, da si ustvarite dovolj veliko število priložnosti? Ja, proti Domžalam smo ustvarili, jaz mislim, da je ogromno, res veliko priložnosti, lepih priložnosti in nismo uspeli zadeti. Morda, ampak to bo sezona pokazala, če je to težava, ampak to, ko sem rekel na začetku, danes smo imeli v bistvu vse pod kontrolo, malo smole, mislim, da je tudi vratar odlično branil dvojno v akciji, ker bi se tekma lahko zlomila. V drugem delu, predvsem v teh situacijah je treba hraniti mirno kri, nadaljevati z igro, ker slej ko prej se bo pojavil prostor, da se nasprotnik izigra. Je pa res, da je potrebno tudi Ajdovcem čestitati za priborjeno točko, za veliko borbenost in ni na koncu tudi na ključe, sej danes, če primerjamo za prejšnjo tekmo za Celjem, pa mislim, da kljub vsemu je nasprotnik dobil ogromno duelov, ogromno skokov, izredno požrtvovalni so bili, pobirali veliko žog, ki so bile nikogaršne, tako da na koncu je treba čestitati tudi nasprotniku. Čemu se boste zdaj posvetili med reprezentančnim premorom? Nekaj pauze zagotovo v zaključku naslednjega tedna. Ostajamo v procesu, odigrali bomo prijateljsko tekmo, ker bomo namenili nekaj minut tudi igralcem, ki so jih imeli v tem trenutku, malo manj. Drugače pa dovolj premora, v rotaciji nimamo velikega števila igralcev, tako da bo izredno pomembno, da se spočijemo, potem pa v bistvu znotraj posameznih faz igre spet poskušati stopati korak naprej. Dušan Ignjatović, iskrene čestitke za zmago, slavili ste pred domačimi navijači, verjetno zato ena izmed najslajših zmag v tej sezoni. Ja, seveda, zato smo toliko časa čakali, da bo tle tekma in mislim, da se je moralo zgoditi, če se ni proti Olimpiji, se pa danes in upajmo, da bo še čim več tekem tle in ko bo več zmag. Veliko napetosti je bilo zaznati v zadnjih minutah. Kako težko je bilo recimo čakati na končni žvižg? Pa ja, ko vodiš se vleče, tako da je bilo kar težko, ampak kadar vodiš, imaš to neko željo, da te žene naprej, da odigraš te 2-3 minute, kakor so in na koncu, ko se konča tekma, v bistvu gotovo sploh ni bil tak problem. Milan Tučić, po zelo dobri seriji rezultatov danes grenak poraz, kaj je po vašem mnenju bilo narobe oziroma kaj je manjkalo do želenega rezultata? Ja, narobe je bilo to, da nismo dali gola. V prvi vrsti bom prevzel jaz neko vrsto odgovornosti. Imel sem 3-4 lepe situacije, ki bi pač mogel zadeti gol, da bi bila tekma lažja za nas. V drugi vrsti pa nismo bili pravi. Tako da, kaj da rečem, čestitke Primorju za zmago, mi pa pač gremo naprej, delati in zdaj imamo 2 tedna časa, da pač vidimo, kaj in kako za tekmo z Mariborom.